Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Z veseljem pozdravljam med nami tudi gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke. Lepo pozdravljen, gospod Janez Janša. Dober dan, lep pozdrav. Torej, naše prvo vprašanje bi bilo, kakšni so bili vaši začetki, kaj je bil razlog, navdih za ustanovitev vaše stranke? Slovenska demokratska stranka je v bistvu danes politična in pravna naslednica dveh strank, ki sta bile ustanovljene ravno pred 30 leti, zato hvala za to vprašanje. Torej, smo naslednica Slovenske demokratične zveze in Socialdemokratske zveze Slovenije. Zdaj, navdih za ustanovitev obeh strank, pa tudi večine drugih strank, ki so se ustanavljale v približno istem času ali pa nekoliko kasneje, je bila želja po spremembah, točno rečeno želja po normalnem življenju. Želja po tem, da bi ljudje v Sloveniji imeli izbiro, tudi na volitvah, ker do takrat so lahko volili samo za eno stranko, pa še, in to seveda niso volitve, kadar ni izbire, ni volitev. V pravem pomenu besede. Zdaj, za tem prvotnim motivom, pa je še vsakdo imel, različne motive, želje, pričakovanja. Zdaj, nekatero so se v 30 letih uresničila, nekatero se pač niso. Zagotovo, ja. Hvala. Kakšna je pa povezanost vaše stranke, oziroma kako ocenjujete povezanost vaše stranke z lokalnimi sveti in skupnostmi po Sloveniji in kako bi to povezavo še izboljšali? Torej, Slovenska demokratska stranka je danes v slovenskem političnem življenju edina stranka, ki je starejša od enega mandata, ki ima večjo podporo od 10% in ki je na vseh volitvah bila izvoljena bodisi v slovenski parlament, bodisi v Evropski parlament, bodisi v večino občinskih svetov in tudi večino svetov četrtnih skupnosti in krajevnih skupnosti. Štirikrat na zadnjih 4 lokalnih volitvah smo bili vedno prva stranka po številu izvoljenih mestnih in občinskih svetnikov. Na zadnjih volitvah smo jih dobili preko 600. Mislim, da okoli 2500 naših članov je v različnih svetih krajevnih skupnosti, četrtnih skupnosti. Torej smo zagotovo stranka, ki je najbolj neposredno povezana z tako imenovano lokalno samoupravo ali bolje rečeno z tistimi celicami družbe, kjer se dejansko odloča o kvaliteti življenja ljudi. Tako da velik del, pretežen del življenja Slovenske demokratske stranke se v bistvu odvija na tem nivoju, ki za širšo javnost nikoli ni viden, ker se ne spomnim, da bi recimo nacionalni mediji kdaj prenašal kako sejo kakega sveta krajevne skupnosti ali pa četrtne skupnosti. Redko se to sploh omenja. Veliko ljudi sploh ne ve, da ta možnost obstaja in potem, ko dobijo na lokalnih volitvah glasovnico za četrtno ali pa za krajevno skupnost, sprašuje, kaj pa je to. Osrednji mediji to popolnoma zanemarjajo. Z občinskih svetov poročajo v glavnem takrat, ko gre za kak škandal. Zelo redko pa takrat, ko se odloča o bistvenih stvareh za življenje ljudi. Čeprav je v seštevku verjetno 25% dobrega dela v teh okoljih in tistega, o čemer se poroča, zgolj nekaj odstotkov. Hvala. Res edinstven zornik od te problematike. Super. Kako pa vi gledate, ocenjujete, razmišljate o ideji, da bi bili županov občinski svet sestavljeni iz predsednikov četrtnih skupnosti oziroma vaških skupnosti na podeželju, glede na recimo vaško problematiko, ker so zelo malo zastopani? Ja. Zdaj spoznamo občine, kjer so župani pametni, razumni
napredni, če hočete, in kjer so, kljub temu, da zakon tega ne določa, vzpostavili neke oblike koordinacije z predsedniki krajevnih skupnosti ali pa četrtnih skupnosti, kjer se ne pogovarjajo zgolj o kjer bi zgolj sejali ali pa sadili rožce in se pogovarjali o floskulah, ampak kjer recimo se posvetujejo tudi o razdelitvi občinskih proračunov, preden občinski svet to sprejme in tako naprej. Zdaj je tudi veliko občin, kjer so predsedniki krajevnih skupnosti tudi mestni oziroma občinski svetniki, ker so to ljudje, ki jim pač občani zaupajo in jih potem tudi direktno izvolijo. Zdaj, da bi šli v posredno sestavo občinskih svetov, na nek način bilo tudi možno, se je bilo treba spremeniti zakonodajo. V vsakem primeru pa se zavzemam za to, da je ta oblika še v vse večjih občinah, se pravi, da je krajevna skupnost nekaj več, kot je danes. Se pravi, da ima večjo težo in da ljudje lahko tam lažje pridejo do besede, ki se potem tudi uresniči. Ker razni zbori občanov, kjer se župan malo posvetuje z ljudmi, pa potem po lastni presoji, kaj upošteva ali pa ne, so mogoče bliže temu, da so ljudje sicer slišani in niso pa upoštevani. Ja. Cilj pa je, da si slišan in v okviru možnosti tudi upoštevan. Hvala. V vaši stranki zagotovo zbirate pobude. Kako to izgleda v praksi? Stranka je organizirana v vseh teh nivojih, se pravi od krajevne oziroma četrtne skupnosti do občinskih in mestnih svetov na državni ravni. In zdaj ta pretok informacij se pač dogaja na dveh nivojih. Eno je ali pa zbiranje pobud, kot vi temu pravite. Eno je to, da se te pobude zbirajo pri izvoljenih predstavnikih ljudi, ki jih je stranka predlagala na vseh teh nivojih. Se pravi, da tisti, ki je bil izvoljen kot naš kandidat v svet krajevne skupnosti, pač ljudje pridejo do njega in mu povejo, kaj je narobe s kako cesto ali pa pločnikom ali pa kje želijo javno razsvetljavo dodatno, kje so problemi recimo z prehodi čez cesto, ki je streha pušča na telovadnici ali pa na kulturnem ali pa zadružnem domu. In se potem to na ta način rešuje. Tisti, ki so občinski svetniki ali celo župani, pač imajo po formalni plati odprte te kanale. Imamo pa seveda tudi organizacijo stranke na teh nivojih in pač ljudje lahko potem tudi na sestankih lokalnih odborov ali pa na odborov četrtnih skupnostih povejo izvoljenim predstavnikom, ki so jim blizu, ki z njimi sedijo v istem prostoru, pravzaprav, kaj je potrebno storiti in kaj se dogaja. In seveda enak pritok obstaja tudi na državni ravni. Tisti, ki smo poslanci, imamo poslanske pisarne, kamor ljudje lahko pridejo z svojimi problemi. Take pisarne imajo tudi naši evropski poslanci za problematiko, ki se eventuelno rešuje tudi na evropskem nivoju. Take kontaktne točke imajo naši člani državnega sveta, tisti, ki zastopajo lokalne interese. Mnogi od teh so tudi župani, tako da je to združeno. Vsi ti pridejo skupaj na naših sejah izvršilnega odbora sveta stranke, kjer velikokrat tudi obravnavamo takšne pobude, ki na ta način mogoče še po krajši poti potem pridejo do tega, da so slišane pa uslišane. Hvala. Želite morda karkoli sporočiti našim gledalcem? Zdaj te lepe želje, ki izhajajo iz samega namena vašega projekta,
ti dobri predlogi bodo toliko prej uresničeni, kolikor bodo ljudje razumeli, da imajo moč. Ja. Se pravi, da ni večje moči v demokraciji, kot je en glas. In ta glas ima vsak. Ne bo reven, ne bo bogat, ne bo doma na Brkinih ali pa v centru Ljubljane. Formalna demokracija omogoča, da se ta glas prelevi v dejansko moč, če se tega seveda zavedaš. Ja. Če se tega ne zavedaš in misliš, da nič ne odločaš, sicer praktični primeri to demantirajo, gledajte, nekateri župani so bili izvoljeni z enim glasom, pa s 3 glasovi večine, ali pa tudi nekateri poslanci. Vsak glas dejansko odloča. Če pa misliš, da tvoj glas nič ne odloča in to odločanje prepuščaš drugim, potem se zgodi tako, da slabo vlado ali pa slabo oblast izvolijo dobri ljudje, ki ne volijo, ki se ne zavedajo svoje dejanske moči. Nič hudega, če voliš, pa se zmotiš, to ne sme biti razlog, da naslednjič ne greš na volitve, če sem razočaran. Vsak se kdaj zmoti. Bistveno slabše je, da sploh ne odločaš. Ja. Hvala lepa, gospod Janša. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci, za ogled in pozornost. Pa se vidimo v nadaljevanju raziskovalnega projekta Povej. Nasvidenje. Hvala lepa.